En lep dober večer vam želim vsem vam. Danes smo se zbrali tukaj na postnem predavanju za mlade, ki ga bo vodil brat Andraž Šarko, na temo, zakaj je pomembno, da ostanemo kristjani. Zato med nami lepo pozdravljam prav vse mlade, vse birmance, njihove družine in tudi vse ostale, ki ste prišli danes na to predavanje, na to srečanje. Upam, da boste kaj dobrega od tega odnesli, tako da zdaj pa vabim brata Andraža Arka, da se nam pridruži. Hvala lepa, dober večer vsem skupaj. Jaz moram prvič povedati, da meni je bilo rečeno, ko so me klicali, a veš, Andraž, to bo za neki mladincov bo prišlo neki, a ne. No, pa se danes peljem po avtocesti, pa se z gospodom Antonijem slišal, ja, nekaj bo tudi če staršev od Birmanca prišlo, pa nekaj bo tudi Rafko še pripeljal, pa še, no, vsekakor si nisem predstavljal, da nas bo tako ogromen, tako da, ja, res en lep dober večer. Ja, pred nami je ta tema, ki se mi zdi, da lahko zelo spada v postni čas. In da nas izziva z vprašanjem, kje in kako smo in kako živimo našo vero, oziroma zakaj je sploh smiselno biti danes kristjan še. Pa bi najprej to vprašanje vam zastavil. Birmancem, mladincem. Zakaj? Ja, zdaj se že vsi dali začeli gledati, kako je ono, ko v šoli, ki reče, zdaj bom pa sprašvala, pa si jih Saj nisem vprašal, je voda na Marsu, ampak zakaj bi bilo danes smiselno? Zakaj bi bilo vredno biti danes kristjan? Čemu? Kaj pravite? Nisem rekel, da mi naštejete 6 resnic ali pa 10 zapovedi. Ma kaj ti misliš, zakaj bi bilo danes dobro biti kristjan? A sem napačen začel, ne bi moral pri starših začeti? Aha. Ne, bomo začeli pri župnikih. Rabko se je javil, ne. Ajde, Rabko, daj ti let prebino, pa reči, zakaj ti misliš, da je bilo danes fajn to biti? Saj jaz vem, da imaš manj perceptov, ampak tako. Ja, dobro vprašanje. Jaz bi rekel zato, da ostanem živ. Da ostanem živ v tej današnji družbi in pa posebej, da v cerkvi, da sem živ naprej, ker lahko sem tudi neživ kristjan. Zdaj, glede na to, da smo oba duhovnika, zakaj se pa splača danes biti duhovnik? Ja, bi rekel, ker še vseeno, ker še vedno, čeprav je toliko slabega v svetu kot duhovnik, vendarle vidim ogromno dobrega, pa kako Bog dela. In že zato še splača biti. Hvala za koražo, da ste ti prebil. No, hvala. Kaj to pravite, drugače starši, zakaj se danes splača biti? Na koncu koncev vi ste danes tukaj, prišli ste s svojimi otroki, pripravljate se z nekaterimi tudi na Birmo. Zakaj? Ja, saj smo tebe zato poklicali, sem da boš povedal, pa nehaj težiti že s tem vprašanjem. A ne? Ja, ampak je pomembno vprašanje, da si pri sebi odgovorimo. A imam pri sebi odgovor, ampak vsaj razmišljam, zakaj temu je tako, da ni samo ono, v redu, 3. razred osnovne šole sem, grem k prvemu svetemu pohajilu, prijem 8. 9. razred, gremo k Birmi, ne? Zdaj sva se s Tinatom sem palala v avtu, ker sem bil pri Bašatih, sem rekel, zdaj Birmanci, koliko pa je? Ja, tam mene 40. Kaj, 40 Birmancev? Sem rekel, wow.
ampak si je treba kot bermanc tudi odgovoriti na vprašanje, zakaj sem kristjan, ker je vprašanje danes, zakaj smo kristjani, zakaj smo tukaj. Ker je Jezus rekel svojim učencem, da je bo treba jesti njegovo meso in piti njegovo kri, jih je veliko spokal pa šlo. In pa je stopil k 12 in mi je rekel, a boste tudi vi šli? Pa je Peter v imenu vseh rekel, kam pa naj gremo? Gospod, ti imaš besede večnega življenja in vemo, da si ti sveti Božji. Kam naj gremo? A smo zdaj tukaj zato, ker so pač tako nas naučili, ker smo bili od malega v tem vzgajanju, ker je tako prav, ker je tako treba, ker se tako spodob, ali ker je treba zdržati do berme, pa bo. Moj prijatelj, ki je bil 20 sekund pred mano posvečen v duhovnika, je imel to izkušnjo doma, so mu rekli, daj sam še do berme zdrž. Nekaj sta imela tudi z unim kaplanom, sta imela malo bolj, sta se zahakljala, pa mu je mama rekla, daj sam še do berme zdrž. On prav to zdaj, kadar te stvari govori prav zmer, to je največja krivica, ki se ti lahko zgodi. In če se meni ne bi zgodil potem kasneje na faksu en preklop, eno spreobrnenje, bi lahko šel čist stran od cerkve. Ampak da ti reče doma, sam še do berme zdrž, pa bo. Ja, kaj bo pol? Kaj bo pol? To je čist tako, kot če bi rekel, ti plačamo, da narediš CPP, prvo pomoč, pa vse ure za izpit, pa narediš izpit, pa avto imamo tudi, sam ne dobiš ključev od avta. Avto bo pa v garaži vstal. Takrat, ko ne bi začel res voziti naokoli, takrat pa ni avta. Zdrž do berme. In kaj bo pa pol? Ja, jaz tudi moje bermence malo zezam, a ne pa rečem, mislim zezam, malo dražam, pa izzivam k razmišljanju. Ja, zakaj je sploh bermi? Ja, da narediš bermo, sem rekel, ne, berme ne narediš. Bermo je naredil Bog, zaradi tega je zakrment, in je to. No, da upraviš bermo, ne upravimo potrebo, bermo pa prejmemo. In kaj ti bo? Ja. Da se bom lahko cerkven poročil, ne rabiš, za cerkveno poroko je dovolj krst, ne rabiš berme niti. Pa se kakšen celo zrajta, da lahko bermanski boter, dobro, a pa boter, no, sploh ne sam bermanski, ne. Sem rekel, sam imaš problem, v Murski Soboti so ukinuli botre, tako da, ne, džabe. Kaj ti bo, da greš bermi? Zakaj? To so tista vprašanja, ki je pomembno, da si jih zastavimo. Včasih zavidam katehumenom. Se pravi, tisti, ki niso bili krščani in se kot odrasli odločijo, da bojo prejeli zakramente, da bojo pristopili k krstu, k obhajilu, k bermi. To dobijo vse po eni maši, si morate misliti. To, pa en let priprave, pa vse 3 zakramente naenkrat, majka mila. Ja, v starih cajtih, ne, v antiki so imeli 3 leta za to, ne, najmanj 3 leta, ne. In ko se je začela priprava na zakramente, so jih počasi uvajali, tako da pol je prišel, pa se jih počasi celo spustili v eni določeni fazi priprave na zakramente, celo to, da so bili lahko že v cerkvi, ampak do pridige pa so morali pa venjati, ker Evharistije niso smeli spremljati, dokler niso v eno fazo prišli. In na vigilijo prejeli zakramente. Ampak nekdo, ki se kot odrasel odloči, če ni zdaj spet samo zato, da bo opravil kljubca, ne, da bo zaradi tega, da bo opravil zakramente in se bo lahko poročil ali pa poročila, ker misli, da je pač to potrebno za cerkveno poroko, kar tudi ni, ne. Ker imaš lahko tudi zakon med krščanim in nekrščanim in kar zadeva obred se sploh ne pozna nič na zunaj. Ampak, če nekdo zares v to vstop noter, zato pravim zavidam, ker sledi nekemu resničnemu spreobrnenju in nekemu iskanju Boga. Kaj pa mi, ki smo bili od malega vzgajani že v tem, zmeri za Božič, se jaslice postavlja, za veliko noč, najprej cvetno nedeljo, so butarce, pol
a ne, žigen velikonočnih jedil, pa tako naprej, a ne, in smo zmer to navajeni, pa zmaga, ne, ja, Jezus je umrl na križu in dal za nas življenje, ja, ok, fajn, in pol. In pol? Vstal od mrtvih, a ne, ja, to je bistveno, točno to, hvala, kako je tebi ime? Kako, Luka? Dajmo za Luka ta en aplavz, prosim, to je bilo tako to je odgovor večera. Točno to, Luka, Jezus je vstal od mrtvih, to je glavna zadeva, zato smo tukaj, ker če ne vse ostalo, bi bilo brez veze. Apostol Pavel pravi, če Jezus Kristus ni vstal od mrtvih, pa je prazna naša vera in smo se oprijeli izmišljenih bajk, ampak Jezus Kristus je vstal od mrtvih. In to je tisto, kar je ključno. Zdaj, če bomo šli pogledati, ne, z vidika vere in našega krščanstva, kater je najpomembnejši obred tukaj govorim pod pojmom kristjan, razumem nekoga, ki je torej krščen. To ne pomeni, da hodi vsako nedeljo k maši. V Sloveniji, kateri je najpomembnejši obred za kristjane na slovenskem v cerkvenem letu? Kako, prosim? Tako, blagoslov jedil na Veliko soboto. To je najbolj obiskan obred v celem letu. Valjda, da tista šunka pa že dober prinest v cerkev, ne, mogoče pa malo manj holesterola, pa imela, ko bo župnik požegnal. Pač treba je tako, ne, to je fajn, ne. Jaz se ne delam norca, samo če je tvoja velika noč to, da prineseš košaro z pofarbanimi jajci, pa s prekajeno šunko ali pa skuhano, pa še s kakšnim kruhom not, smo ne pri verskem izkustvu, ampak pri etnološko-kulinaričnem izkustvu, kjer pač potem zauživamo stvari, ki so tako holesterolno obremenjene in tako naprej. Ne. V resnici sploh ni ne bio, ne eko, ne zdravo, ali kar bi že moderno danes rekala. Ne. Ampak, a veste, tukaj je nam ratu problema, ne? Da smo mi vero zreducirali na neke obrede, na neka pravila, na 10 zapovedi, na 6 resnic. In zdaj, ko boš živel po 10 božjih zapovedi in ki jih boš res, ko si prišel na fazo, da jih boš izpolnjeval tako, ko se zagre, ne neki šlampast, ampak tako, ko se zagre. Tako orang, da sploh na nič kaj veliko za naspoved se nabrala, ne? Pa boš ta prav kristjan. Pa te bo Bog imel rad. To, kar sem glihkar rekel, sem izrekel eno veliko laž. En mit, ki mu verjamemo, da če bom jaz priden, če bom jaz dober, če bom čim bolj popoln in čim manj grešen, ali pa celo dosegel fazo, da bom brezgrešen, pol me bo pa Bog imel rad. Dragi starši, a obstaja kakšna varianta, ki bi jo tvoj otrok lahko naredil, vajin otrok, vajin otroc, da bi ga ven zabrisal z bajte? Vse ga lahko je v špič, pa lahko ti zdaj, ki je v puberteti jezika nazaj, pa ti kakšne nabrus, pa ne, koliko se ne sramam, kdo te pa to učil? Ne vem, kje smo se tega naučili, ampak ja. Ne? Ampak z bajte ga pa ne boš vrgel, ker je to tvoj otrok. Ne? Je tvoj otrok, ga imaš rad. Sej date vse za svoje otroke, po svojih najboljših močeh, tako v materialnem smislu, čustvenem in duhovnem. In pač to, kar človek najbolj zna, najbolj zmore, ampak daš sebe, ne? Valjda, da ga noš pol vrgu ven z bajte. Lahko mu rečeš, lahko skregaš, lahko ga nazjaš, ne vem, karkoli že kdaj, ampak z bajte ga pa ne boš vrgu ven. Ker pa, ko se ohladimo globoko v sebi, vsi vemo, da se imamo radi, da si pripadamo. Ali si lahko predstavljamo, da je pri Bogu še mnogo bolj neskončno, nepredstavljivo več
te ljubezni, kot imate vi starši, do svojih otrok. In da se nam ni treba te ljubezni z ničemer zaslužiti. To je tisti šok, ki ga ne moremo verjeti. Ker mi smo navajeni, bod priden, deli, uno, tretje, četrto, da boš dosegel Boga. Ampak Bog se je k nam sklonil. Bog je poslal svojega sina na ta svet, da bi nas on odrešil. Odrešil in povedal, da nas ima Bog oče neskončno rad in da smo mu pomembni. In nam ni treba plezati z dobrimi deli, da si mu pa zaslužili nebesa. To je mit. Nebesa so nam od tistega trenutka odprta, ko smo bili krščeni. In na nas je vse, samo da še to v svojem življenju živimo naprej. Z vsemi grehi, z vso grešnostjo, z vsemi padci, z vsemi slabostmi. Ker Bog ne pričakuje od nas, da smo popolni, Bog ne pričakuje od nas, da smo brezgrešni. Bog preprosto samo pričakuje, da bomo živeli. Spomnimo se prilike v talentih. Kaj je dal unmo 10, dal unmo 5, unmo 1. In vse, kar pričakuje od njih je, jaz sem ti dal, sem te talenti, ne govorimo o talentih, da zna kdo violino igra, drug angleščino, oblade, tretj matematiko. Talent je 32 kil zlata, če gremo te antične mere gledati. In če dal enemu 10 talentov, je to 320 kil zlata, majka mila, veš, kaj je to enega denarja. Pa tudi, če vzamemo, se pravi, tu govorimo, da je Božja ljubezen neizmerna, da prekipeva, da je vsega polno. Vse, kar jim je dal zato, da oni pač se grejo cash flow. Bi danes rekli cash flow, da šiba denar. Da oni trgujejo, da oni oplemenitijo ta denar, da se pomnoži, da je v trgovskem smislu čist. In ona dva delata, 10, jih dobi še naslednji 10, vmes gospodar visotnosti naredi. On ta drug jih je 5 dobil, ajde še 5, ne? Kaj pa on, jaz sem se pa malo strašil, pa sem zakopal, a ne? Ja, in strah je največji problem, da si ne upamo pol tega živeti. Ampak lahko pa živimo in lahko s tem, kar smo in kar je Bog v nas položil, živimo, če se zavedamo, da smo ljubljeni. Ne, da nam je treba doseči to ljubezen. Jaz mislim, da imamo tukaj vsi, če bi zdaj vam dal listke okoli, pa bi si moral napisati vključno z mano, je to strah, pa ne vera, ker ne verjamem, da sem zares ljubljen. Nam je lažje verjeti, da je Jezus navzoč v zakramentu Evharistije, kot pa, da me ima zares neskončno rad takšnega, kakršen sem. Da me ima zares rad. Zdaj imam tako, čudno slišati. Zdaj, enim bermancem, pa enim mladincem, to, kaj bomo rad, ja, v redu, kaj ne jaz zdaj s tem delam? Kaj ne jaz zdaj s tem naredim, da rečemo, da me ima Bog rad? To ni isto, kot če prije punca k meni, pa me stisne, pa me reče, da me ima rada, a ne? Ali pa obratno, vse, ne? Ni. Ampak je tisto, kar nam ponuja Gospod in k čemur nas vabi. Ker svet nam vabi čisto druge zadeve. Uveljav samega sebe, rad je pomemben, postan pomemben. In v resnici biti kristjan je nekaj totalno nemodernega. Nemodernega v vsakem obdobju in v vsakem času. Razen takrat, ker je ratalo to biti politično korektno, da biti katoličan, da se deklarira za katoličana, potem je takrat bilo to okej. Samo jaz teh bajk o tem, kako je bilo zlato obdobje cerkve na Slovenskem med obema svetovnima vojnama, ne bom več kupil. Ker če je bilo res tako močno ves slovenski narod, tako ultrakatoliški, pol jaz ne vem, kako se jih je kar naenkrat po drugi svetovni vojni kar zginili to. Pa ne vem, kako da so bili pol že pred vojno, mislim, med obema vojnama, orli pa sokoli,
Ali pa imamo že prej še nazaj staro Slovence, pa mlado Slovence, pa liberalce, pa klerikalce, pa ne vem karkoli že. Tako da verjetno stvari niso bile čistko, kot imamo občutek, da je nazaj bila pa neka zlata doba. Nikoli te zlate dobe ni bilo. Vsaka generacija posebej se mora odločiti za biti in pripadati Kristusu. To nam je rekel papež Janez Pavel II. Vsaka generacija posebej. Tako kot se katehumeni morajo odločiti v eni fazi, jaz pa želim slediti Kristusu in želim prejeti zakramente, zaradi tega sem rekel, da sem mogoče malo fovš, ker so sami zavestno eno odločitev odrasli dobi naredili, mi pa od malega bili v tem vzgajani, ampak tudi pri nas mora priti do enega spreobrnenja, ko ti iz ene otroške, naj si bo parobhajanske vere, če smem temu tako reči, ali pa birmanske vere, ko si pol enkrat 20 let star, ti ne moreš biti pri 20 letih na enak način verovati, kot takrat, ko si bil 14 star. Ti moraš pri 20 drugače preklopiti. Ti ne moreš biti 30 let star, pa pol imeti neko parobhajansko vero. Ker to ostane v resnici pravlično. Pa parobhajanci nima pravlične vere. Parobhajanci zelo globoko verjamejo. Jaz sem jih enkrat, jaz sem malo žleht včasih, in pol malo hecam, ampak sem sprobal. S parobhajanci so se pogovorili, kdaj je posvečenje, kako zdaj. In v čilenco prinesem pateno in gor hostijo in kelih tudi zraven, tako tudi, da smo še malo imeli za še kakšne razlage. In rečem, a je ta hostija posvečena ali ne? Tako, ne. Zakaj? Kako to veš? Ja, če ne bi kar tako prinesel. Ja, res je, kje bi pa pol morali biti? Ja, tam uno, nekaj so una zlata vratca. Kako se reče? Tabernakel, ta drug tako je povedal. Tam ali mi je jasen bilo, kaj beli dan. Če posvečena hostija, ima zabiti v tabernaklu, drugače nimaš ti kar tako zaprenašati tega okoli. Tako da ne bomo narobe razumeli. Vera parobhajancev, se pravi, ne vem, 8-9 let starega otroka, je normalno in tem dojemo. Ampak če nekdo pri 30-ih ali pa pri 50-ih ostane na tem nivoju, se pa malo zaprašati, kje smo. Kako sem jaz potem duhovno zrastel, kje je moja pot naprej bila. Ja, zdajle, ko gledam tole vašo fresko čemažarjo, prej, ko sem pokleknil v cerkev, pa sem gledal, čakaj, kako zdaj to, tega ne štekam, imaš Evharistijo, pa ima že zadnji prazno kalvarijo. Aha, sam Jezus ima pa aureolo, šajn okoli, kar pomeni, da je Lojze Čemažar zajel celoten velikonočen moment noter, celotno velikonočno skrbnost. Evharistija, pasjon in vstajenje, ker je že tančica čez križ. In zdaj tele gospode tlele, tele apostole, mi dojemamo, da so to bili, Peter je bil papež prvi, to so bili postali, so bili pa škofje, škofje. Glih kardinalov, takrat še niso iznajdli, ampak so bili lahko karkoli lahko rečemo. Je rekel tudi Jezus Petru, ti si skala. Ampak tisto, kar je bistveno in kar mi tokrat spregledamo v evangelijih, to so bili učenci. Naš drugega, učenci. Zdaj vi, ki ste učenci, kako gre? Zdaj tisti, ki smo bili v šoli malo bolj luftari, vemo, kako gre, da če se ne naučiš dobro, pa je treba popravljati. Pa človek dobi cvek, ali pa dobi pa grajo, ali pa celo predela popravca na koncu. Mi smo se zezali, ker smo bili v razredu malo bolj na filme, kar nekaj sošolcev, če kdo graje dubu, smo rekli nominacijo za Oskarja ima, kaj še me rata na koncu leta tudi Oskarja dobiti, tako da ne samo nominacijo, ampak celo Oskarja dubu, in je šel na popravca. Jaz se še zdaj spomnim v srednji šoli, ko nisem dobro se pripravil za test iz biologije in profesorica za biologijo je bila res zahtevna, fair, ampak zahtevna. In seveda sem šut pisal cvek, celica.
se je bilo treba napifljati, kaj budalo. Še zdaj vem, da je endoplazmatski retikulum sistem membran, ki povezuje celično jedro s celično vojnico. In kaj naj s tem naredim? Nič, ker ne vem, kaj ne dam, pa Golgi aparat, pa mitohondri, pa ne vem, kaj še vse. Brezveznosti. Mislim, oprostite, tisti, ki ste biologi, pa se s temi stvarmi ukvarjate, super, ampak jaz nimam več kam to obesiti. Moral sem se pa napifljati, zaradi tega, ker sem šut dugo. In če sem hotel popraviti kontrolko, se je bilo treba kar fejst naučiti celico. Ne govorim o pifljanju, ampak če smo mi učenci, vemo, da je pač učenje gre z vzponi in padci. Kdaj se ti da, kdaj ne, kdaj imaš dan, ko lahko boljš odgovarjaš, boljš pišeš, kdaj ne, so cene gor dol. Ampak zakaj se hodi v šolo? Ja, zato, da se nekaj nauči, da se izučiš za nek poklic in boš na koncu tisto upravljal. Ampak če povzamemo, da smo mi učenci v Kristusovi šoli, pa pomeni, da se učimo najprej, kaj pomeni, da me ima Bog rad in da nas ima Bog rad, in da se učimo, kako s tem, ko se zavedam, da sem ljubljen, to ljubezen naprej dajati. To je to. Naš drugega. In te tipi so se morali tega učiti. Dajte kdaj prebrati evangelije s perspektivo, kako so teh 12, da so bili učenci. Odmislite v nečudežna, vzdravljenje, v tretje. Njihove reakcije, gledajte, predvsem najboljše se pač tle lahko, ker je največ omenjen, Peter. Slušajte, gre po vodi Jezus, če ti Gospod reči, da prijem k tebi. Dol. Pa ga potegne ven. Pa bo treba se še kaj malo naučiti, ne? So na čovnu, Jezus, se potapljamo. Kaj reče? Ja, fantje, slaba vera, prvo še. A nič ne verjamete, da bo, ja, imate pa res šibko vero. Bo treba se še malo naučiti. Eden od vas me bo izdal. Vsi pa so te razbežali. Ne, jaz bom šel za tabo, jaz grem s tabo. Sigurno. 3-krat boš zatajil. Ne, jaz grem tudi v smrt, če češ. In še pa pokaže, da on bo šel v Gecemanju, kaj Jezusa primejo, ne, kaj? On potegne meč od enega vojaka in ta drugemu vojaku čopne všeš stran, ne? Tako da mora še Jezus tisti prelimat nazaj. In kaj reče Petru? Daj sprav meč v nožnico. Pa Jana zoberemo celo, pa a ti ne štekaš, a jaz bi lahko takole naredil, pa bi klical očeta, pa bi postal 12 legij angelov. Ko sem jaz bil par let nazaj, ko sem malo to razmišljal, jaz sem kot mulc veliko teh filmov gledal, to bojo očetje zastopili, ker so kakšni tudi gledala, ne. Od Schwarzeneggerja pa Stallona, pa tako naprej, Komandos, pa Rambo, pa to. Jaz sem si takoj predstavljal, če bi jaz takole naredil, ne, 12 legij angelov, mislim, da ena legija je 5000 vojakov. A si predstavljate, jaz sem si kar predstavljal une angele, tako skrili prijejo in samo tako. In oni Rimljani pa Judje grejo. To bi bilo, samo takole naredi. Klik pa gre oni. Jih ni več. Ampak to ni ljubezen, to je revenge, to je maščevanje. To bomo pokazali, kdo je močnejši. Križ kaže na to, da ne kdo je močnejši. Ampak da je močnejša samo ljubezen, ko straja do konca. No, ampak Peter seka, ne, akcijski heroj v Gecemanju. Pa je bilo pa treba še kaj narediti, pa sem... No, in pa gre z Janezom tja, ne, v hišo velikega duhovnika, tam na dvorišču, gazebe se grejo, ne. In zdaj, da se razumemo, smo v antiki, kjer je patriarhalna družba, kjer so moški tukaj, ženske tam dol. Jaz tega ne zagovarjam, jaz samo govorim, da tako takrat je bilo, ne. Moški tukaj, ženske tukaj. Pa ženska praktično lastnina moškega. Ampak zdaj, ne, če hočete zdaj s to logiko, ki imamo tudi malo v glavi zasidrano, torej prvi papež, ne, Peter, sveti Peter, papež, ne, pride tja, se gre gazebe. In prije, ne žena
od velikega duhovnika ali pa neka imenitna gospa, dama. Ampak pride dekla vrtarica, tako ono bolj podna v ženski hierarhiji, ki tako nič ne veljajo. A ne? In reče, a ni zbil ti? Veš stran, ne? Ampak, meni se zdi pa, da zbil ti z njim, se imaš tak, ti štajerski akcent, imaš se tako slišati, a nisi bil tam z njim. Šola. Zdaj, če bi bil jaz šef, ne, če bi bil jaz Jezus, ne, pol, ko bi vstal od mrtvih, ne, bi rekel, lej, Peter, hvala, lepa, ti si pokazal svoje, 3-krat in to pred žensko še, no pa še drugimi, ampak 3-krat si me zatajil, kidnil si, niti pod križem te ni bilo, fertik, Janez je bil pod križem, tebe odstavimo, ti si prvi odstavljen papež, torej Janez je prvi papež, zdaj zares. Tako bi vsak normalen šef naredil. A je tako? Ampak Jezus ni šef. Jezus je Božji sin, ki vabi učence, da so v njegovi šoli in pusti vse padce. Od tega, da se frajarijo, kdo je večji, ko je jači. Ona dva, ne, Janez pa Jakob, ne, celo se mamica za kiklo držita pa reče, mamica pošljate Jezusa, ne, da ona reče, če bi moja dva sinčka bila pa na levi pa desni v nebeškem kraljestvu, kar pomeni v antiki, če nekdo na levici pa na desnici sedel, da si je delil oblast v resnici. Ne? On je moja desna roka. Ne? Pa Jezus skenslal vso zadevo, pa reče, tisti, ki misli, kaj narediti, ne prije strešt. Jaz sem prišel strešt, ne pa vladati, ne pa gospodovati, ne pa ukazovati. To pokaže tudi na zadnji večeri, ki mu mije noge. In tako so učenci. In Peter je v šoli. In vse, kar Jezus pričakuje od njega, je kaj? Prvi korak je, in to Luka, evangelist Luka najlepše napiše, ker Luka je najbolj tako tenkočuten. Situacija je narejena, da kjer se on greje, je v bistvu na dvorišču, in zgleda, da je tako veliko dvorišče, iz tistega lahko sklepamo, da v enem delu je Peter in oni, ki se tam grejo v ognju, na drugi stran pa Jezus, kar pomeni, da Peter ne kar tako nasuha, ampak celo v pričo Jezusa ga 3-krat zataji. In pol se sreča ta. In ko gre Peter, ki ta tretjič to naredi in petelin za kikerika, ne piše Luka, je šel ven in se bridko zjokal. Ampak ste se srečali iz oči v oči, ker se je Peter bridko zjokal. Se pravi, prvi korak, da se vrnem Gospodu, koga kaj polomim je, da se bridko zjokam, da prosim odpuščanja. Kar je pa ostalo, je pa tisto, kar piše Janez na koncu svojega evangelija. Da so bili ob Galilejskem jezeru in sta se sprehajala in reče, a me imaš rad? Valjda, da te imam. In celo tretji, ki ga vpraša, Peter celo žalostno rad, pa valjda, Gospod, veš, ti veš, da te imam rad, no, se veš, da te ljubim. Ne? In to je vse, naš druzga. On ni rekel, zdaj pa za pokoro peš v Rim. A ja, takrat še ni bilo nič tam. Še ni Peter umrl. Mislim, ga niso še ubili tam. Ampak to je vse. In če sprejmemo, da smo v šoli, in ne zdaj samo vi, ki ste mladostniki, ampak mi vsi, ki smo odrasli, da smo v šoli. Da smo v tej šoli, da se napihujemo, da smo pomembni, da hočemo svojo uveljaviti, čisto isto, kar so delali te apostoli, ki so ratali papež, pa škofe, pa kaj jaz vem, ampak so še zmeraj na koncu učenci, tako kot smo mi. In te kikse in te padce imamo vsak dan, ker smo žleh drug do drugega, ker kaj grdga drugemu rečemo, ker smo nesramni, nepozorni. In edina stvar je, ko lahko pridemo nazaj, da rečemo,
Hvaljen Jezus, ne. Jaz sem zmislil, da mora biti un odgovor. So fanti kar prebili. No, kaj moramo reči? Kako? Žal mi je, ja, pa prosti, ja, hvala lepa. Papež Frančišek prav 3 besede ne sme manjkati. Prosim, hvala, oprosti. Če imamo te 3 besede, potem vse laufa. Ampak potem smo učenci. In vse, kar je biti kristjan, je biti učenc. Dva tedna nazaj sem bil na pogrebu dejne sorodnice. Je bil civilen pogreb, ga nisem imel, jaz sem bil samo udeležen. Je bila hčerka narodnega heroja. Je težko gledati ljudi, pa je bilo ogromno ljudi. Več, ko vas je zdajle tukaj. Je težko videti človeka ob grobu, ki se zaveda, da je to, ki dojema, da je to konc. Teh x let, ki smo jih odživeli, in tle je konc. Ker razlika med tistimi, ki imajo vero, pa tistimi, ki je nimajo, je ravno v tem, ko stojiš pred grobom, v katerem je noter krst ali pa žara, od tistega, ki ga imaš rad, ki si ga imel rad, ki je del tebe, tvoje zgodovine, tvojega življenja, ki te boli in ki jokaš ob tem tam. Razlika med vernim pa nevernim je v tem, da ti tam si oba sta z bolečino, ampak da se ti zavedaš, da to ni konc in da to ni zadnja in končna postaja in da je zdaj vse šlo v prah in se vse sesul. Ampak da je vstajenje. To je tisto, kar je ključno, kar nas loči. Bom vprašal tle fante zdaj. Spet, Luka se kar za glavo prijel, a moram drgmjati. Če se bojim, da v kakšen infarkt tle dobu, grem. Je nek tako vdihnil že. No, kdo med kristjani, kdo med verniki se vam zdi, da najbolj mol? Kdo je najbolj pobožen? Župnik, ok, kdo še? None, kdo je to rekel? Tam, bravo, none so pobožne, eto ti, none mol, to sem hotel, župnik, župnik. Sem od enega primorskega župnika slišal, da obstajajo 3 duhovniške laži. Eno od teh je, bom molil zate. Sam me je to zelo zadel, ker je bil sicer kot vic, ampak v vsakem vicu je tudi nekaj resnice in me je tako zelo zadel, da sem rekel, nikoli nisem rekel sicer tega kot frazo, ampak od takrat naprej sem rekel še bolj zavestno, vem kako in kaj in pri maši zaročiti ali pa v osebni molitvi. Ali pa preprosto, če dobim message ali pa klic, zdaj so pa mojo ženo na urgenco odpeljali, grem pa jaz takrat na urgenco v kapelo. Ampak zdaj sem se pa malo zaplezil, tole me je malo žena zagrabil, tale, ja, da je treba moliti. A ja, none molijo, ja, none, ja. Zakaj mislite, da none najbolj molijo, da so najbolj pobožni v cerkvi, da jih je največ v cerkvi? Kaj manj? Bravo, kako je tebi ime? Gregor, bravo Gregor, to dajmo en aplauz za Gregor, ker ima največ cajta. Ne, super. Valjda, none so v penziji, ne, valjda. To ne drži, zato, ker je moja mama šla v penzijo, pa moj oče, zmer smo gledali, ko te penzioniste, vsi živčni, nikoli nimajo cajta, neki. Zdaj, ko imam jaz doma 2 penzionista, pa to nima ta cajta, kje? No, ampak, zanimivo, ne, za moliti pa je cajt. Pa za hmašjati je cajt. A zdaj grejo none, še tudi med tednom hmaš, pač zaradi tega preprosto, ko so v penziji, pa nimajo kaj zadelati, pa mogoče glih že tako tiste
žajfence na Pop TV-ju so ji tako dosadne, pa ne bo gledati tistih turških ali pa mehiških sluzavosti, pa gre pač polh maž, da, kot bi rekli naši južni sosedi, da prođe vreme, da gre cajt mimo. Ali bo pa kakšen žlehtar, ko ne gre župnika gledati, ki še mlad, a ne. Zdaj, če kakšna nona tle, da me ne bo zdaj na koncu pred cerkvijo čakala, rekla, kaj ste zdaj tle, mi smo upali, da te kaj Berman zapoja, zdaj pa še nič sramotite. Jaz ne govorim nič zoper none. Samo veste, zakaj none hodijo k maši? Zaradi, ker so skontale, da ni vse tisto, za kar smo se v življenju prizadevali, vredno nič. Prav nič. In če imaš danes ne vem koliko followerjev, pa lajkov dobiš, koga to briga? Ne čez 5 let, čez 5 mesecev nobenega zanimali. Pa če še ne vem kakšen fejmič, ne bo nobenega to zanimali. To je vse puhlost in praznost. Ampak za te stvari si prizadevamo. Da se bomo uveljavili, da bomo pomembni, da bomo uspešni. Ne? Po teoriji Abrahama Maslova je najvišja zadeva v tisti piramidi 5 stopenj samo uveljavitev. A res? Bomo samega sebe uveljavili. Samo ego trip, pa nič drugega. Samo ego trip. Ampak, a veste, rabimo, ne, smo učenci, rabimo caj, da človeku skonta, ker se ti življenje prevesi v drugo polovico, ne? Ker ni več toliko več moči, ne, zdaj, ker jaz gledam tlele te elefante, veste, se enkrat zaklal, ne, ker sem zaključil kaplansko službo, ker se je iztekala, ne, in smo šli z mladinci, so rekli, daj, pater, pejmo na Triglav. To sem bil ta zadnjič na Triglav, 3-krat v življenju, sem bil tako, da sem zihta prav Slovenca, ne. In so šli z unimi mladinci, to so bili maturanti, smo šli na Triglav. Nikad više. To je polno hormonov moči, razumete. Jaz sem je takrat 36 let že uno, tam 18-17 let, to je pokal hormonov, to so tekli gor na Triglav. Najprej ta prva zadeva, ki smo neki stene bili, pater, dajte palce, v redu so palce, na koncu mi Ruzek nesli, toliko, da še mene niso nesli. Sred poti sem se zgrudil, 2 frutabeli požaril, da bom lahko šel naprej. Uničili so me, pa jih imam rad, legende. Več kot pol teh, ki smo bili skupaj, sem poročal. Ampak, nikoli več. Da me šel z enim 17-letnikom na Triglav, pa po moje na koncu na invalidskem vozičku, a zastopaš, ne. To ni kaj. To poka od moči, od energije, in je prav tako, in je normalno. In dec v 30 letih je poln moči in ustvarjalni, ker je to najboljša kreativna doba. Pa ne več. Ko pa pridemo pri 40, pa proti Abrahamu, pa grejo pa moči malo bolj dol. Pa človek vidi, da vsega ne zmore več, pa kakšna bolezen prije, pa kakšen tablet je treba vzeti že počas. Pa smo tam, ker dokler imam jaz moč. Zaradi tega so pa lahko trenutki v življenju, ko se nam zlom, ko nas vrže po tleh, v bistvu najbolj milostni, čeprav se jih najbolj bojimo. Pa je lahko to, da se me neka resna bolezen loti, da ostanem brez službe, da me pusti punca, da me mož zapusti, da mi otrok umre, da ostanem brez službe. To so pa polne stvari, pri katerih se pa zavemo, da ni vsa moč v naših rokah, čeprav imamo občutek, da obvladamo svet, da smo. In to so tisti momenti, ki nas spravijo na kolena, ki nas usprejo v Bogu. Ne maramo jih, bojimo se jih, bežimo pred njimi, ampak v resnici
če znamo v tisti situaciji odpreti svoje srce Bogu, pa se lahko velike stvari zgodijo. Zdaj bi kako to v šolo. Kdaj najbolj pobožen molite? Kdaj? Pred testom, ne? Zakaj, Bog, daj, da bom tole dobro naredil, da bo pozitivno, da bo pozitivno. Prva stvar, da se razčistimo ta mit, ne? Če ti nisi načučil džabe, tudi če moliš pa. Mislim, lahko moliš, ampak to neko prosjačenje, Bog da zrihti, da bo ne bo, lej. Milost predpostavlja naravo, to je staro latinsko reklo. Torej, če ti se v naravo nisi not nič dotajčil not, kaj prebral pa naložil na svoj disk, džabe, jaz se pravičem, to pač, kako se pravi, nesmiselno, brez veze, zastonj, ja, zastonj, za manj. Neč. Samo, če sem se fajn naučil, pa kličem Svetega Duha, da mi pomaga, da bom tisto, kar sem se naložil na svoj disk, pravilno prikazal učitelju, profesorju, ko mu ustno vprašam ali pa kompisu, pa bo pa lahko kaj. Ampak neki pa molit pa prosil, da bo tako Bog čudežno kenčero, da je s palčko naredila, to pa se dajmo posloviti mogoče od teh zadev. Ampak kaj, molimo takrat torej, ko smo najbolj v stiski, takrat najbolj molimo. Če pregovor je, ne? Če ne znaš molit, pa pejt na morje, na ladjo, tam se boš zih naučil molit. Ko boš prišel v vihar, boš molil. Na letalu, ko začne dol padati, ali pa kaj začne pokati, takrat še te najbolj zagrizene te isti se spomne, da so se od nekje v davnem otroštvu načeli sveti angel. In bojo ti zih molili takrat, ko gre tako letal dal. Mislim, se jaz ne želim, da smo v taki situaciji, da se razumemo. Ampak, a nas mora res stisniti, da bomo molili? Ali lahko moj dan zaključen na način, ko potegnem črto, pa se Bogu zahvalim za to, kar mi je dal v današnjem dnevu. Lahko tudi prinesem tisto, kar je bilo težko, ampak a se znam in zmoram zahvaliti, kaj je bilo v tem dnevu. Jaz se moram popravici povedati, jaz sem imel precej časa večerno molitev, predvsem preskenirati, kaj danes ni bilo v redu, tako so me naučili. Kaj ni bilo v redu, izmoliti kesanje. In potem sem ugotovil v eni fazi, da se jaz fokusiram samo na to, kaj ni okej v mojem življenju. Medtem, ko tisto, kar je pa v resnici bistveno, za kar bi lahko bil Bogu hvaležen, a se zavedate, da smo lahko hvaležni, da smo zdajle tukaj. Da smo prišli peš, da lahko hodimo, ker vsi ne morajo hoditi. Da me slišite zdaj, ko govorim in jaz vas, ker vsi ne slišijo, da se vidimo drug drugega, ker se vsi ne vidijo. In so te stvari samo po sebi pomembne, da sploh lahko smo tukaj. V Gazi se ne morejo takole dobiti zdajle, pa na ukrajinski fronti tudi ne, pa še marsikje drugje ne. Ampak te stvari so nam kar samo po sebi pomembne. Ker lahko jih tudi ne bilo. Zato none molijo, ker so prišle do življenjske modrosti. Da vse tisto, kar smo se mogoče praznega naprezali v življenju, ni nič. Ampak je biti tisto, kar je potopljeno v Bogu. Mi mislimo, da ne vem kaj dosegli. Edina stvar, ki bomo čez odnesli na ono stran, edina stvar, v kateri se bomo mi med sabo prepoznali in srečali, na oni strani, v nebeškem Jeruzalemu, ki je naš cilj, je to, kar smo naredili v življenju iz podarjajoče se ljubezni. Kaj zdaj to spet odraž? Podarjajoče se ljubezen je to, da ko smo bili mečkani, dojenčki, pa smo srali v plenice,
je mami ostala ta 10. sred noči že in nas previla, podojila, nosila sem pa tja. In pol 11. pa rekla še fotru, ki ga je ruhala, zdaj pa dej tiha ne morem več, ker sem koma. In je on, čeprav je vedel, da ga čez 1 uro še jih čaka, vstal in šel on trosati nas okoli, ker smo jokali, ker zmešani. To je podarjujoča se ljubezen. Recimo, v vseh mogočih ostalih vidikih, ampak začel sem tam. Ampak samo v tem se bomo prepoznali. Lejte, kaj je Jezus prav, ko ima priliko v vesoljni sodbi, v 24. poglavju Matejevega evangelija. Lačen sem bil, ste mi dali jesti, žen sem bil, ste mi dali piti, bolan sem bil, ste poskrbeli za me, uječi sem bil, ste me obiskali. Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših, ste meni storili. To je podarjujoča ljubezen. Pa je lahko samo en prijazen pozdrav nekomu, je lahko mogoče, da se približam sošolcu, ko vidim, da je slabe vole, da ima eno stisko, da ga vprašam, kako si, kaj se dogaja. Tako naprej in tako naprej. Odgovor na tisto potrebo, ki je takrat, na potrebo časa in ne iz lastnih moči, ker dokler je Peter delal iz lastnih moči, je bil akcijski heroj, ki je kapituliral. Kje smo rekli, da je zatajil Jezusa? Na dvorišču palače velikega duhovnika pred njegovo deklo. Ko pa Peter prejme svetega duha na Binkošti, beremo v apostolskih delih, potem ga pa njega, ker ni več iz lastnih moči, ampak v moči svetega duha deluje, torej mu sveti duh da tisto moč, korajžo, pogum, besede ta prave, potem pa ni pred deklo vratarico, ampak pred celim velikim zborom, ki mu predseduje veliki duhovnik. In hvašata z Janezom, jo dajo bičati. Ampak on bo še zmer tam vztrajno zatrjeval, da je treba bolj poslušati Boga kot pa ljudi. Ampak zato, ker deluje moči svetega duha. In na to smo mi malo pozabili. Mi gremo v Birmi, dobimo motor, en boter je zanč rekel, ker sem jih malo pumpil, da ne bi daril sploh imela. Ne. Jaz bi rajš kot boter bi jaz ukinil darila, ker ta razvrednotijo Birmo. Prostite, Birmanci, če kakšen zdaj prizadet pa užaljen, kad to rečem, ampak to razvrednot Birmo. Ker s tem ti se ukvarjaš s tistim iPhoneom ali karkoli že pač dubo ali motorjem in pot je to the best, kaj sem dubil. Darovi svetega duha pa se zakvaže, konec s tem dela. In večina jih spakira v luštno embalažo in odloži tisti daril nekam tja pod posteljo, pa se prah nabere spodaj. No in en botar je rekel, da on že ne bo svojega Birmanca pelil v smrt, zato mu ne bo kupil motorja za Birmo. Pa tudi to je debilnost, oprostite, da tako rečem, da mora botar vzeti kredit, da lahko birmanske daril kupa, kam smo prišli. A je to res? A je to res? Ne, oprostite, jaz vem, da mene začejo zmer Birmanci pol grdo gledati, kaj se teh darilih začne govoriti. Ampak v resnici mi smo s tem totalno razvrnotili celo zadevo. Pa ono, ko pa ti dubuje, ja, smo pa... A res? Samo izzivam, samo spodbujam, mogoče se pa odločite za alternativo. Če že morate, če mislite, da je treba tako en drag daril, potem v redu. Zdaj ni glih najbolj primeren čas za tja, ampak je bi drugače sicer predlagal našega patra Petra Lavriha, romanje v sveto deželo, boste dali denarje za en motor, ki se spodob, ampak boste imeli pa totalno izkušnjo romanje v sveto deželo. Ali pa pejte na trud, romanje za Birmance v Asizi pa Rim, recimo. Pa pejte, v redu, boste imeli izkušnjo. Ali pa sami napokite v avto, pejte, pa imejte izkušnjo. Spomnim enega botra, v Birmanci v Žaga na fuzbal bil, kam so šli? V Milano, na tekmo, pa še po Romu, Svetom Ambrožu, pa še pol dol do Rima. Ampak je bilo izkustvo, je bilo tako. Je bil odnos. Laptop ni odnos, iPhone ni odnos, motor ni odnos.
se je tam nekaj zgodil, je bilo romanje. Zato ne razvrednotiti berme. Jaz mi rečem, če nisi v resnici pri sebi pripravljen za prejem berme, rajš ne jed. Ker če greš v berme zato, da boš upravil pa da boš dobil daril, je to božji rob. Prejmeš zakramente z namenom, da bi se okoristil. Bomo šli na drug nivo, na drug zakrament. A si ti predstavljaš, da se bo nekdo s tabo poročil, pa da bi se nekdo s tabo poročil, zaradi tega, ker imaš bogatega fotora, ki ima ful denarja in da se bo na ta račun okoristil. To je to. Skleniti poroko zato, da bom prišel do statusa, do denarja, do ne vem česa. Kdo bi se hotel na ta način poročiti z nekom, ki hoče se na ta način okoristiti? Samo povem, nič drugega. Noben mu ne bi moraliziral, tukaj je zmer svobodna volja, vsak se sam odloči, vsak bo zase odgovarjal. Rafko pa jaz bo pa odgovarjala za take stvari, a sva jih povedala ali jih pa nisva. Ker tisto, kar bo Gospod vprašal nas duhovnike, pa a si bil pastir in si povedal resnico ali pa nisi. Pa odgovornost je pa tam, kjer je. Ker dokler si duhovnik jemljamo odgovornost, pa delamo klubce, pa čekiramo, kaj kdo je, pa česa kdo ni. Pa smo res v nekem starem šolskem sistemu, ne v Jezusovi šoli. Jezus nam da svobodo, da se svobodno za njega odločimo. A imamo, ni tle nobene ure, jaz se bojim, da me je že odnesel čez. Koliko pa je ura, Rafko, prosim? 5:08. Ok, predem mu še kakšen stavek rekel, zdaj po vsem tem, kar je bilo, a je kakšno vprašanje, kakšen komentar, lahko tudi rečete, naj se ven spokam, če vas je prizadel, da ne sme biti motorja, ali pa kaj drugega. Zdaj upam, da saj z nonami smo se zglihali, da bo v redu, da bo rekli, sej smo dojele v redu, aha, tamle zadnji, super, super, encouragen, hvala, ja. Ste rekli, da grejo v nebesa tisti, ker so krščeni, kaj tudi, če nisi krščen in pole se pač spora obrneš in veraš v Boga in pole pač še zmeri ne greš krsti, še zmeri greš pole v nebesa, kadar umreš. Wow, hvala, odlično, res odlično vprašanje, superca, bravo, dajmo en aplavz, Panto, ja. Kako ti ime? Gašper. Zelo dobro vprašanje, Gašper, res to. Jaz imam zelo, zelo dobrega prijatelja, ki ustreza temu tvojemu opisu. Poročen, otroke, sem ukrstil te otroke tudi, njegova žena, katoličanka, on? Nič. Pa je prebral Svet pisem, zaradi tega, ker če da otroke krstiti, je rekel, to moram jaz naštudirati, v koga bomo zdaj se tole mi šli, ne? Ki je bil na službeni poti na letalo, on je gledal film, je bral Sveto pismo in tako naprej. Ne? Zdaj, v njegovih krogih, kamor spada, ga imajo njegovi prijatelji z mladosti in kakšni kolegi, ki pač niso verni, za ultrakatoličana. V katoliških krogih je on za tista vala. Ne? Se bom referiral kar na tisto, kar sem že prej omenil. Matejo Evangelij, 24. poglavje. Imate samo 3 zadeve tam noter. Najprej je prilika o pametnih pa nespametnih devicah. Tisto je Jezus namen Judom. Jaz sem zdaj prišel, ženin je prišel, tiste, ki jim je zmanjkalo in so zaspale, pač, sorry, ste ostale zunaj, one, ki imajo pole, pa so zgruntale, da je cajt za svadbo, so šle pa noter. In torej tisti ljudje, ki so dojeli, da je Jezus napovedani odrešenik Mesija, so šli na svadbo in so se udeležili svadbe. Ostali so pa zunaj rekli, ups, nimamo zajeti noter. Torej za Jude. Ta druga prilika je v talentih, o kateri sem prej govoril, je namenjena nam, kristjanom.
A si v tem, kar sem te obdaril, živel v eni polnosti ali ne? A si s temi talenti, ki si jih dobil, trgoval, se pravi, a si ti si jih od mene zastonj dobil, a si ti tudi zastonj to podaril, zastonj ste prejeli, zastonj dajajte, pravi Jezus? Torej, a si to živel ali ne? Ta tretja prilika v vesoljni sodbi govori pa prav o tem. Ker oni rečejo, pa Gospod, saj mi te ne poznamo, mislim, kje smo te srečali, daj smo te kaj, kar ste naredili enemu teh mojih najmanjših, ste meni naredili. Se pravi, Jezus se identificira z najbolj ubogimi, najmanjšimi in če nekdo, ki ne pozna Boga, ki nima možnosti spoznati Boga, čeprav to danes ne, tudi konc koncev pri samem internetu in vseh teh zadevah bi že skoraj težko lahko rekli, da kdo ni zvedel za Boga. Ampak lahko ni, ne da bi bil, da ne bi imel možnosti, ampak lahko je bil zaveden, lahko je bil z nekimi predsodki, ne vem, do cerkve, da ne vem česarkoli in ni mogel vstopiti v nos z Bogom. Ampak odgovarja pa temu svojemu najbolj naravnemu čutu, ki ga je položil Bog v srce vsakega od nas, v vest. In je na podlagi tega ljubezni do drugega. In v tem smislu, ker je nekdo za nekoga poskrbel in dal sebe, bo zaradi tega sprejet v nebeško kraljestvo, ker tam so oni kozli, levica pa desnica in na desnico povab tiste, ki so torej naredili, pa ne politično razmišlja zdaj. A ne? In jih povab notar, pejte not, vstopite, tukaj ste, doma ste, ker ste delali. Tako da, ja, tukaj ni debate, da ne bi nekdo. Tudi moramo računati, da je Božje srce je usmiljeno do konca. Tako da ga ni greha, ki ga Bog ne podpustil. Ja vam želim, da bi tudi zdaj, ko smo pred našim največjim praznikom, ko bomo pristopili k zakramentu spovedi, da bi si dovolili prav to. Vam rečem, se spomnim še zdaj tako, to ni izdajanje spovedne molčečnosti, govorim o zadevi, ker če bi jaz rekel, ne, je bil Rafko pri spovedi, pa je rekel to, pa to, pa to, potem bi pomenil to, da sem izdal spovedno molčečnost. Pa jaz rečem, da se spomnim še zdaj enega fanta, enega gospoda, ene gospe, ki je nekoč nekaj rekel, to ni izdajanje spovedne molčečnosti, ampak so stvari, ki se močno dotaknejo. In z tega vidika vam bom rekel to, ne, to zaradi česar si ti na začetku rekel, zakaj je lepo biti duhovnik, jaz bi k temu tvojmu še pridal tudi to, da je lepo biti duhovnik, zaradi tega, ker smeš biti delivec zakramenta Božjega usmiljenja. Če vi, ki ste starši, imate to izkustvo, kaj pomeni svojega otroka držati v rokah, dojenčka. In je to en ekskluziven privilegij, ki ga imate. Ali pa ne vem, mame, da ste lahko, da doživljate nosečnost, ne bom zdaj upeval, da je to ful lepo, ker vem, kakšne pove, da je tudi to naporno pa vse, ampak da je to ena taka edinstvena zadeva, je pa za nas duhovnike nekaj tako edinstvenega in posebenega biti delivc zakramenta Božjega usmiljenja in odpuščanja. No, in z tega vidika, no, da smeš biti priča kakšnim včasih zelo, zelo močnim dogodkom, se še zdaj spomnim ene gospe v srednjih letih, ki je bila toliko cajta v krču in se ni upala spovedati, a veste, ne, ko smo zdaj v teh letih, ne, zdaj se pa ne bojim več nom, pa ne birmanca, zdaj se pa staršev bojim, ko mi to rekel. Ampak, kako že v Janezovem evangeliju piše, resnica vas bo osvobodila. Kaj človek star 15, 16, 17, ne, predvsem 16 se mi zdi, da je najbolj uno. Vsaj jaz sem bil najbolj grozen pri 16. Tako, če bi kakšen let preskočil, bi bilo uno, ko sem bil 16. Tudi pri moji izkušnji delo z mladimi, tisti, karata je 16, 15, 16, uno, ok, Andraž zdrž ta let, se pa bojo 17 rata, pa se že začne kolirati, ampak uno 16 najbolj utrgano. No, kakorkoli, prostite, tisti, ki ste 16 stari, ne mi zameriti, bo boljš kmal, lej, bo kmal 17, zmaga. In pa gre sam še na boljš. Ampak človek, še posebej, ki si mlad, a ne, si tudi malo neumen, ki se tako reče, a ne, sej ni nujno, da si pol kaj bolj pameten, a ne,
ne mislim v intelektualnem smislu, ampak v odločitvah, narediš kakšno neumnost, ne? Narediš kakšno fajn neumnost lahko. In največji problem je, če kdo ostane ujetnik tega in da si celo življenje priklene na tisto zadevo, ker ti vest učita in ti kluva na tist noter. Zaradi tega pravim, se spomnim ene gospe, ki je končno uspela izdavati nekaj iz svoje pubertete ven, da takrat končno svobodno zaživela in se začela spet normalno spovedovati. Ampak je treba izreči, je treba tja v zakrament položiti. Veste, ker samo misliti, ne, bom jaz to z Bogom zrihtal ali pa tako, ne. Ne, je treba besede najti. Največ problema imamo 6. zapoved, je karkoli izreči. Pa ne mi zdaj zameriti, ker zdaj to prebudujem. Mene kot duhovnika to baš ne zanima, res. Mislim, mi ni treba tega poslušati. Ampak pomembno je pa, da jaz izrečem. A bomo šli v via pozitiva. Gospe, a je lepo, če ti tvoj gospod reče, da si lepa? Poboža. Če ti gospod reče, da te ima rad. Kdaj je že to nazadnje rekel, ej? Zdaj sem pa gospodom zameril. Jaz, ko bo konc, jaz ne grem dol na sladko, je zašel avto, pa moram jeti domov, 2 uri za voziti. Koliko pomembno je, da izrečemo. Rad te imam, rada te imam. Koliko pomembno je, dragi starši, da rečete svojim otrokom, da jih imate radi. Čeprav bo rekel, prišli se, ne, pusti, rade. Ja, rada te imam. Saj nisem 5 let star, no. Dajte, očetje, rečete, da ste ponosni na svoje otroke. Dajte mu povedati. Dajte povedati, da ste ponosen. Biti ponosen ni greh. Napuhnen biti je greh. Biti ponosen pa pomeni, rad te imam, dober si, obvladaš zadevo, ful mi je to v redu. Pa še meni je dobro spel, ko vidim, da ste tako v redu. Vsi s tem, kar rečete otroku, da ste ponosni na njega, ste lahko tudi nase, ko vam je rata. Ne bo se pokvaril, to je mit. Če te rekli, ja, kakšni pa reče, ja, če ga boš pohvalil, pa se pa pokvaril. A res? Sam spomnite se, če se slučajno vam milostni trenutek zgodil v vašem življenju, da vam je vaš oče rekel, da je ponosen na vas, ali pa, to si pa dobro naredil, skrlepdel malo na tlemi, ker so bili tako to une drobtinice, ki padajo z gospodarjeve mize na tla, če so slučajno padle po nesreč. Ker smo Slovenci zadrti pa teh stvari. Čeprav moram priznati, da vi, ki ste na Primorskem, imate malo vse in tega odprtosti, malo bolj, se to pozna, to mi je všeč, ja. Ja, prosim, tamle, da nam neko naklada, super. Sem vesel, super. Če si ti dober človek, ne? Ampak ne priznavaš Jezusa kot Božjega sina oziroma ne priznavaš Boga, ampak razlikuješ med dobrim in slabim, je mogoče, da prideš v nebesa. Ja, to bi bil približno podoben odgovor kot prej. V tem smislu pač, a to mišljeno ne priznava, da veš, da Jezus obstaja, pa ga zavestno ne priznavaš. Ja. Jaz bi prej temu rekel, da je to problem vere v resnici, ne? To je problem tega mojega prijatelja, ki sem omenil. On ve, da mi govorimo, da Bog je, on ve, da vemo, da je Jezus, on to prebral v evangeljih, ampak njemu manjka tisti klik, ki bi rekel, se pravi, jaz temu rečem milost vere, no? In da je vendarle to tisti korak, ki se ti zgodi. Tako da, jaz mislim, da je za vse upanje, še posebej, ker pač se trudiš za dobro. Saj zaradi tega pa tudi Pavel moli za Jude, ker so tudi falili, ne? Problem Judov je v tem, tistih Judov, ki niso sprejeli Jezusa, ker teli, ki so tle naslikani, so vsi Judje. Ne? Ampak problem tistih, ki ga niso sprejeli, čeprav so preroki napovedovali odrešenika Mesija, je to, da ga niso zmogli sprejeti in priznati, da je on Božji sin. Zato so si trgali te cune, pa rekli, bogokletje, ne?
A sem, ja? Kako? Pater, a to, če jaz, moja punca tam pa tam primam, je to greh ali ne? To moraš pa kar ti pogruntati. Svobodna vola, malo vesti izoblikovane, ne, zdaj sem zanalašel v drug ekstrem, ampak se pravičujem. Jaz verjamem, da je nekdo, ki se je iskreno tukaj spraševal glede Boga, glede Jezusa, je tudi neki mater se glede tega, jaz mislim, da bo na koncu, ko se v sreču z njim izučil oči, boste razčistila zadeve. Če dam malo mogoče v drugo smer. Moja pokojna teta, ki je bila na smrtni postli, pa sem zanalaš, takrat sem glih frišno z novicijata prišel, sem šel v habitu k njej. Pa sem rekel, če mogoče pa zdaj, ko je zdaj na golniku pa na tisti maski, da se je bilo tudi njej jasno, da ne bo več kaj dosti dolg, da če bi pa mogoče enega kakšnega našega patra je pripelil pa to. Ne. A zdaj moja teta šla v nebesa ali ne? Pa, ko sem zvedel še za eno zanimivo zgodbo iz njenega lajfa, mi je bilo jasno, zakaj ni bila nekaj posebej navdušena nad krščanstvom. Pa sem rekel, pa, molil sem za teto, še zdaj kdaj molim. Ampak jaz verjamem, da z vso gajstnostjo, kakršno je premogla v svojemu življenju, da je bila taka, da je prišla pred Jezusa, da mu je razložila te zadeve tako, kot se zagre, kaj je imela zapovedati in kaj se je tudi tuno krivico naredil in to. In zdravo gotovo. In pa sta se zmenila. To je zdaj nobena teološka razlaga, to je moja osebna razlaga. To je osebno razodetje. Ampak, lejte, tako jaz razumem zadeve, no, tako mi je logika. Hvala za vprašanje. Še kakšno? Hoče še kaj o tem, kako pa v šoli, jaz nisem v šoli, ma kad te začnejo v šoli zafrkavati. Kad te začnejo v šoli zafrkavati. Da še hodiš k maši, čeprav si problem. Kašen neandertalc, zagoveden, katoliban. Bili vseh teh cajtih, mi dva so pa v rdečih cajtih gor rasla, ker tudi ni bilo najboljše. Sicer nas je bilo kao malo več, ampak kao. Zdaj tistim, ki ste bili pri Bermi, blagor vam, zaradi tega takrat pa lahko kličete tudi Svetega Duha, da boste rekli, da mi to prave besede ali pa to pravo stvar, da bom nazaj šel, da bom lahko nazaj odgovoril. Mogoče prav bolj iz lastne izkušnje, kaj sem jaz imel. Jaz sem vero dojemal kot pa cerkev, to je ono, to smo mi, to smo naši, tudi v političnem smislu, da se razumemo, Tukaj pa zdaj niso več oni kozli levica pa desnica, tukaj pa je levica pa desnica, Sem bil tudi tako vzgajan na koncev, mogoče do neke mere upravičeno, ker sta od očeta dva bratranca v Kočevskem Rogu končala in pa na Teharjah, Ampak, okej, pustimo stati zdaj to, da ne bi zdaj to šli. Ampak jaz sem imel tako, če si ti ta prav katoličan, potem moraš tudi ti braniti cerkev. In računite, da mi, ki smo pač še v Titovo šolo hodili, smo kdaj čez to poslušali, indoktrinirane tovarišice smo imeli, ki so nas tudi nas probale lepo preparirati. In seveda jaz sem vzel za svojo sveto krščansko dolžnost, da bom tako kot Ivana Orleanska se boril za krščansko vero oziroma križarske vojne vžgal. In seveda to je bilo konec osnovne šole, ko sem pač začel že te stvari razmišljati. V srednji šoli sva se s profesorico za slovenščino dajala, a je bil France Prešeren veren ali ni bil. Pa sem še, ko mi je že zmanjkal pulfra, sem skoraj pa rjoku domov fotru, pa rekel, da ti vladaš Prešerna, se ne da ga jaz ne, ampak daj mi še kaj pomagi. Kako da ni bil veren, če piše, da je Roma na Smarno goro, pa mi je užgal, pa si
Trnovo, kraj nesrečnega imena, ker meni je gore bilo starejeno. Pa se te v Trnovski cerkvi vidi ono žensko, štekaš, mislim, tisto Julijo, z katero bi čist blesal, ne. On, če gremo pogledat, on bi moral malo to cerkev, ne, Božji grob, na Veliko soboto, on je že naredil prinesel. On je mislil, da bo šel malo v Trnovo, po cerkvah tvojih hodil sem Ljubljana, ne, Trnovo uro, tja sem šel 9. In on namesto, da bi šel Božji grob, in gleda ženske okolo, ne. In pa je uno se nesrečno zaljubil, ki ga ni marala. No, kakorkoli, vsaj pa dobre pesmi za to napisal. No, torej, jaz sem se zunaj profesorca delal in sem na mrtvo. Ampak to je bilo še dost tako, ne. Potem sem šel pa v tisto ustanovo, ki je tudi kriva za to, da ste vi 9-letko fasali zdaj, ne, Bermanci, in da imate tako čudovit šolski sistem na pedagoško fakulteto, kjer sem študiral socialno pedagogiko in tam so nas posebej probali s temi zadevami preparirati, ki so danes zdaj tako zelo obče normalne, ampak takrat so jih pa lepo že not imeli podmazane, ne? Vso inkluzivnost in et cetera, ki je pod ves volk skrit, ampak da nam preveč zabluzi. Prvi letnik faksa, profesorica za teorijo vzgoje reče, no, kaj pa pravite, ker to smo bili pa polemično, to se pa debatirali, kaj pa pravite na to, kaj je ljubljanski nadškof Rode rekel, da je treba v Ruku šole. Bogu hvala, sem imel še enega sošolca, edinega sošolca, ostale so bile same sošolke. On je bil skaut, mežnar. Razumete, to je bilo tako kot v filmu, ne, Johna Vuja, ki sta dva na hrbet pa sam strelata, ne. In tako smo mi dva Štefanova, ne veš, kaj ona rekla, kaj pa mi to pravimo, mi za okol pa ne. Tako jaz se strinjam, ne. Če me danes vprašate, se absolutno ne strinjam, da bi moral v Ruku šole. Katastrofa. Pejte na Hrvaško pogled. No, ampak takrat seveda se strinjam. Pa ona reče, ja, ampak, a veste, če bojo to potem, kdo bo to učil? A bojo to pol teologi učili? Ja, verjetno, ne. Ja, ampak oni so indoktrinirani, oni bojo te otroke indoktrinirali s svojim katolištvom. Gospa profesor, kaj pa vi pravkar delate? Ko sem prišel, da mi je rekel, fotar, a ti misliš narediti prvoletnik faksa ali ne? Pa je bila poštena gospa, smo spalali, super, je bila fair. Ampak tako, za sveto dolžnost braniti sveto katoliško cerkev, no, te vi me srali po cerkvi. Prav tako sem si rekel, prostite, da sem, če nisem kakšnega pohošam, pa prav tako sem si rekel, no, te vi meni, bomo branili. Pol se pa zgodilo v 4. letniku na faksu, imeli smo en predmet supervizija, kjer moraš tudi govoriti o svojih problemih v praksi, ki si imel s kakšnimi, pa tudi s svojimi problemi, ki so ti si te ob tem odprli, ne, in smo se zmenili, what happens in Vegas, stays in Vegas. Prav, kar bomo tam govorili, ostane tam. In potem smo imeli ta zadnje srečanje v tisti skupini in smo si morali podeliti, kako si doživljal to leto in kako ti je bilo. In ker si moral osebne stvari govoriti, je bilo kar zahtevno. In bila je tam ena sošolka, katoličanka, ki je bila članica enega karizmatičnega gibanja, zelo rada, ki je hodila. In kadarkoli se na faksu kakšno tako, a je pa pri frančiškanih na Tromostovju, jaz sem tam ministriral kot študent, ona je tudi redno ob sredah hodila k maši tja, ampak kadarkoli so bile na faksu debate glede cerkve, nje ni bilo. Mislim, na, ideš, to pa to, ne, to bom Peter, ki zataji, takrat, ko bi moral iti v akcijo, ne, ko sem bil jaz glup kot Peter v akciji, seveda. Na unu, ko je bilo konc, z eno sošolko je bila tudi v tisti ekipi, katero so se durk dajala, ona leva, jaz desna in smo se kar naprej streljali. No, pa prije ta moja sošolka, pobožna, ne, ker sem rekel, kaj ti pomaga biti pobožen, če ni akcije bolj. Pa reče, ja, meni je bilo tudi težko hoditi na tole, ker moraš sebi govoriti, ampak pol, ko sem se na busu vozila na faks, sem pa pol nekaj še zmolila, tako, da bom lahko povedala, pa tudi za vse vas. In tistem, ona sošolka, s katero sva se 4 leta dajala, dokazovala, kdo je glup, kdo ni, je tako, no, če ljus dol padla, tako kot v risanki, a veš, v neko volku dol padla, ne? In tako, a zame si tudi molila? Tako, no, ja. Zame še nikoli v življenju ni noben molil. No, pa se pa meni udrla tla pod nogami.
Pa sem pa videl, da se 4 leta preklil pa dajal za džabe. Jaz sem se šel kulturni boj, ne vero, jaz sem se šel kulturni boj, vi ste glupi, jaz vam bom dokazal, da ste vi glupi, ta levi, ne vem, kjer je že, liberalci, komunisti, kakorkoli. Jaz sem bil glup. Jaz sem se šel kulturni boj. Ona je pa samo simpel rekla, jaz sem molila za tebe, game over. Pa ne, da se je zdaj una sošolka spremenila, ampak je čist na drug nivo sprovedla. Mi se gremo kulturni boj, prostite, ampak mi smo res tukaj not ujeti v to. In dokazujemo levi, desni, kdo je glup, kdo ni, kaj ste vi naredili. Ne bo se zgodil nič. Tudi ne bo prišel noben veliki vodja, ki nas bo odrešil. Odrešil nas je Gospod Jezus Kristus. To je to. Tako da tukaj bi se šel. A dovolite zdaj, a ima še kdo kakšno vprašanje? No, pa vam bom pa samo še to za zaključek rekel, ker sem rekel, da nas je odrešil Jezus Kristus. Letos se je zgodil, mi smo imeli hude poplave pri nas, to vsi dobro veste, jaz zdaj živim v Nazareh, v Savinjski dolini. In pa so kmetijsko zadrugo dol morali prenoviti in so prišli pač, ko je bila obnova, so se zbrali vsi ti člani kmečke zadruge in tako kmetov ogromen in so se zmenili, da bo najprej Maša pri nas na Nazareh, pa se gre pa dol, bo pa še Žegen te novo odprte poslovalnice prenovljene, od kmetijske zadruge. In so rekli, če ima pač lahko Mašo, pa tako, In zdaj sem malo pozabil čisto točno, kjer evangelij je bil, ampak je bilo na to vižo od rešenika, torej. In sem začel pridigo, nisem čisto najboljš pogledal po cerkvi dol, sem gledal, ampak bolj tako dol, ne prve vrste, ker sem bolj v sredino gledal. In začnem, pridigo, kar se je v resnici zgodil, da mi moj prijatelj reče, po tem letu turbo volitev, ki smo jih imeli, kjer smo vse mi naše izgubili, naše, no, in reče, stari, katastrofa, izgubili smo čisto, katastrofa. Kako? Nismo izgubili, zakaj? Kako nismo izgubili? Več se nimamo, vlada, predsednik, Pa jaz sem zmagal. Kako? Pa ne, da sem musarca volil. Koga sem jaz volil, te nima kaj za zanimati, Ampak jaz sem zmagal. Kako? Jezus Kristus je vstal od mrtvih in mi smo zmagali. Moja stranka je zmagala, eto ti. Mi smo zmagali. In pa sem glih tistem, ker sem tako vehementno to pridigo na ta način začel, pogledam dol in te verjel, kdo je sedel v prvi vrsti, prvak opozicije. Tako da sem malo pritisk, Janez Janša. In mi je malo pritisk dvignala, ampak sem vsem pelil naprej, gospod Janšo ni nič kritičen ga rekel od mene, ampak noben ni odrešenik. Ne bo prišel noben škof, ki bo najbolj spelil. Ne bo prišel noben provincial frančiškanski, ki bo najbolj uštimal frančiškansko slovensko provinco. Ne bo nobenega predsednika, predsednice, ki bo pa naredil raj pod Alpami, drugo Švico, kar so nas šopali. Ni. Vse, kar je, Jezus Kristus nas je odrešil. Zdaj pa, dragi, in to lahko rečem, bratje in sestre v Kristusu, ker to je tisto, kar nas pa dela, žlahto, ne, ker smo desni, ne, ker smo bratje in sestre v Kristusu od krsta naprej. To je vse, kar lahko prinesemo temu svetu. In edine priče, da je Jezus vstal od mrtvih, smo mi, nobenega drugega ni. Mi. Če živimo, podarjajoče se ljubezen in če bomo ne drugim dotajčili, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih, ampak da bo to naše zavedanje, da se na pokopališču, na žernu, se ne konča zadeva. Da je to konc na zemlji. Srečamo se pa čez. Ker nas bo on čakal z objemom in tisti, ki so pred nami že tja odšli. In to je lahko tisti trenutek, ko se ti sesuje, ko ti je en najbližjih umrl, lahko ne neka jalova tolažba, ampak zavedanje, da bo on te čakal, ko boš ti prišel čez prak čez. Na vsakom od nas pa je, če hočemo živeti tukaj in zdaj krščanstvo,
kot priče Jezusa Kristusa, da zares vzamemo vero, ne kot neko obredništvo, ampak da imaš trenutek, ko se srečam z Gospodom, ko prinesem svoje življenje in ko prejmem Evharistijo in moč iz nje. In da se zavedam, da me v spovednici Bog zmer čaka ne župnik, ne en, ki bo vlekel na ušesa, ki ga ferbec matra, ampak tisti, ki bo poslušan, prinesel pred Boga in mi prinesel odpuščanje tega, da lahko v svobodi živim naprej. Tako kot tisti test sem pogrnil, ja, v redu, sem cvek dobil, se naučimo, gremo naprej. In me ne bo obsojil zaradi tega, ne bo rekel, da sem za nič. Ampak nam prav, da smo v redu, da smo njegovi in da smo vredni in da je lepo živeti, kljub sem preizkušnjam, stiskam. Ampak če živimo z njim, jih je lepo živeti, ker je lepo živeti svoje življenje. In če me razjeda tema, da tja not kličem Gospoda, da bo lahko njegova vstajenska luč zaživela v meni in zažarela. In to vam želim. Tako bermancem in mladim, da bi bili žive priče Jezusa Kristusa, kot ostalim, ki ste tukaj nocoj prišli. Hvala, da ste prišli. Jaz upam, da nisem preveč neumnosti rekel, tako da zdaj non se bo malo izognil vsem, da me ne bo kakšna na poti kaj primla. Ampak da bi bili res, zato smo prišli tukaj, da bi res dali Bogu čast in slavo svojim življenjem, to vse. Zato vas povabim zdaj, da ostanete, da se vsi ozremo k tabernaklu in da zmolimo ta Oče nas v zahvalo za to, da smo od krsta naprej ljubljeni Božji otroci in da naj nam da moč, da bomo v tem še naprej vztrajali. Pa nam bo pa še gospod župnik podelil blagoslov. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Pred blagoslovom so oznanila. Kar ostanite tako, ker ne bodo dolga. Imam prijetno nalogo, da se zahvalim. Najprej zakoncema Harej, ki sta pripravljala ta srečanja, eno tako zelo lepo z nami vsemi. Patru Andražu za tako prisrčno in lepo pričevanje, hkrati z lepimi uvidi. In vam vsem, ki smo lahko bili skupaj, še posebej z ostalih župnij, ki ste bili omenjene poprej v uvodu. Na koncu, po blagoslovu, se lahko sprehodite tukaj dol po stopnicah in pridete dol, vas čaka pogrnjena miza, svatba v Kani. In, glejte, mogoče ena stvar, ki mi je tako utrnila zdaj pri predavanju. Zakaj ostati kristjan? Zato, ker ste kristjani super. To mi je povedal en ateist, ki je bil z mano danes 1 uro in sem ga poslušal in rekel, jaz nimam tega, pa bi si tako želel. Sem rekel, ja, pred 2 tedni je eden, ki je 30 let starejši od tebe, jokov, ki je rekel, da ga mama in tata nista krstila. Potem sem šel v dom, presenetil eno ženo, je rekla, ja, ma sem ene 3-krat prebrala to sveto pismo. Zbršil k eni drugi ženi, 90 plus, je rekla, ja, ta 3. roženkranc je danes, Tako sem zmolila za te, ki rabijo, ta mlade, ki rabijo podporo. Zdaj sem prišel tam za krstijo, se prsmejejo mladinci, sem prišel za krstijo, malo tako pokukat, sem rekel, se prišel pozdraviti, ne, smo prišli sicer k streženkom, ampak so bili nasmejani. Gremo na Škofijsko, je rekel eden. Gremo na Škofijsko. Bi se rad prišolil. Kaj želim reči? Ja, pejte tudi odločite se tudi za frančiškane. Jaz sem sicer z slabim namenom se za to hotel odločiti, ko so prišli na teologijo, so prišli s tistimi slušalkami, veste. In potem so v svoj habit tako segli iPod
Jaz pa v coklah, oni pa v najki. In potem smo bogoslovci rekli, oni so obljubili v pošto, mi ga pa živimo. In Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. povabljeni navzdol. Hvala, Rafko.